Lepo pozdravljena oba in hvala, da sta se odzvala povabilu. Najprej seveda Žiga kot avtor filma. Rojen si leta 1987, kar pomeni, da si bil junija 1991 star 4 leta. Nekje sem prebral, da se spominjaš zaskrbljenih staršev, ki si ob kavi šepetata nekakšne novice, niti bilo jasno, zakaj morate bežati iz bloka in to v pižami, ampak to je eden tvojih prvih spominov na otroštvo. In ravno zaradi te bežne izkušnje in hkrati distance do vojne najbrž izhaja to zanimanje do vojne tematike, še posebej do osamosvojitvene vojne. Kako sam razlagaš to fascinacijo, glede na to, da si bil vseeno v tistem obdobju star 4 leta? Živijo, dober dan. Hvala, ste prišli v takem številu, bolje lepo vedeti. Gledalce v dvorani, zato filme delamo, da jih gledamo. V bistvu je res, tako kot si v bistvu že uvodoma povedal, dejansko je eden mojih prvih spominov na otroštvo zares vojna 91 in dogajanja okoli le-te. To so vsem take eklatantni dogodki, ki jih v bistvu kot otrok nekako zaznaš kot posebne. Se jih ne razumeš zares, ne? Ampak kakor imam jaz v bistvu malo slab spomin, mi je fascinantno, koliko se pa spomnim glih iz tistih parih nekih trenutkov, ko smo, ne vem, v zaklonišče laufali. Prav spomnim se enega, ki je bil v uniformi, jaz mislim, da je bil teritorialec. In prav spomnim se kot 4-letni otrok, da sem ga gledal in on je bil bolj prestrašen kot jaz. Ni mu pojma, kaj se dogaja in kaj bo, ne? Se pravi, ta duh tistega časa je nekaj, kar se mi je v bistvu zelo vtisnilo v spomin, ker je pač so bili tisti prvi dnevi in noben ne vedel, kaj se bo zgodilo. Seveda druga stvar je pa ta, da sem jaz potem 3 leta kasneje recimo šel v osnovno šolo, kjer sem pa zelo spremljal to neko čudno tranzicijo, ko so te slike iz sten šle dol, ne. Mi nismo več videli, kjer slike so to bile, ampak niso še prebarvali, do takrat nisi videl, da je nekaj bilo gor, kar potem ni bilo več. Tako tudi ta neka slovenstvo kot tako se je nekako na neke čudne načine izražalo že v osnovni šoli. Vem, da smo tudi v pouku zgodovine zelo preskočili obdobje od leta 45 do 91, tako da se ni zgodilo. Tako da je ta nek čuden odnos do naše polpretekle zgodovine bil nekaj, kar se mi je zdelo zelo zanimivo za upodabljanje v filmih kot neko refleksijo družbe. Najbrž pa vseeno nisi vedel, da te bo tako močno pograbila in da bo eden izmed tvojih filmov se vezal tudi na osamosvojitveno vojno. Do seveda pred parimi leti, ko si se odločil za film. Ja, ta ni moj prvi film, ali pa edini. Jaz sem v bistvu v tem letu naredil 2 dokumentarca o obdobju 91. Naredil sem še en dokumentarni film Nov dan, ki je bil pa v bistvu bolj fokusiran na otroke žrtev vojne 91. To je bilo tudi zelo zanimiv projekt, ko smo se ga lotili mogoče malo drugače kot, kaj pa vem, se je 30 let delali te dokumentarce. Mislim, delali se je marsikaj, ne, ampak želeli smo neki premislek, kaj to v bistvu za danes pomeni, ne, kako z neko refleksijo na vse skupaj gledati, ne samo me, the good guys, proti slabim fantom, ne, ampak nek širši način. Tako da ta film, ki ste ga ravnokar gledali, v bistvu bil ravno namenjen temu, da v bistvu podoba bolj duh tistega časa, bolj kot pa, da bi za neke fakte šli gledati, ne. Ker v bistvu teh faktov v resnici po moje popolnoma nesmiselno v filmih kazati, ker to danes vzamete iz žepa telefon, pogledate Wikipedijo, pa vam je vse jasno, ne. Jaz mislim, da filmi morajo nekaj več od tega narediti in pokazati. Ja, res je. Hvala, Žiga. Ali vi ste imeli leta 91 poleti, 25-26 let. Kako se spominjate tistega obdobja? Verjamem, da so spomini precej bolj živi in manj bežni, kot so bili pri Žigu. Jaz sem takrat že delal kot profesionalni novinar. Sicer danes bi se rekel, da sem bil prekarc, takrat tega nismo razumeli čisto dobro. Spominjam se očeta, ki je pred 8 uro zjutraj klical in pustil sporočilo na telefonski tajnici, zakaj še nisem pokonci in zakaj še nisem na terenu. Ta izraz na terenu je pa izraz, ki ga jaz se spomnim iz rosnega otroštva, namreč tudi oče je bil novinar in ko je šel on ven, se je reklo, gre na teren. Ta izraz na teren
v moji novinarski dobi pravzaprav ni prav zelo uveljavljen ali pa se to izjemoma uporablja. No, refleks je bil, da sem klical prvega sodelavca, za katerega sem vedel, da ima šoferski izpit, Ervina Hladnika Milharčiča. Šoferski izpit je imel natanko 1 teden in pa je rekel, greva se voziti. In pač sva se šla voziti. Potem sva se pa vozila pač 10 dni od Nove Gorice do Zagreba, od Koroške mejnih prehodov Vič-Holmec do Brnika, po Ljubljani naokrog, se pravi bolj manj vse 4 smeri neba. In to, kar se je nama dogajalo, je precej podobno temu, kar ste videli pač v filmu Žige Virca, v odličnem filmu Žige Virca, zato ker ta film omogoča razumevanje tistega časa. In zato, ker ni faktografski, pač pa ker ujame neko antropološko, sociološko, etnografsko sliko časa, je izjemno pomemben za moje pojme opomnik, kaj se je pred 30 plus leti dogajalo. V Sloveniji je seveda ogromno posnetkov iz tistega obdobja, ogromno audiovizualnega gradiva iz osamosvojitvenega obdobja. Vsi imamo nekako v kolektivni zavesti, pa ne gre tukaj za spomine javljanj iz Cankarjevega doma, ampak kateri posnetki oziroma kaj je mogoče tisto, kar se nam je pa najbolj vtisnilo v spomin? Mogoče tukaj najprej vprašanje ali za vas, kaj je tisto, kar vas najbolj asocira vizualno, ko se spomnite seveda na to obdobje osamosvojitvene vojne? Mislim, moj osebni spomin nima zveze s kolektivnim spominom. Moj osebni spomin je prizor na Koroškem, a so bile ravne ali Slovenj Gradec, bi moral preveriti v dokumentaciji. Ampak tam je bil cirkus in cirkusanti s sloni in z divjimi živalmi in s klovni in ne vem kaj, so ravno podirali svoje rekvizite, to pospravljali na kamione, pripovedovali o tem, da še zdaleč ni prvič, da bi oni bežali pred vojno, da so se jim podobne situacije že dogajale in da grejo oni na sever. Pravi, to, ko jaz stojim pred slonom, ki čaka na okrcanje, recimo to je moj specifičen spomin na vojno. Precej neobičajen, ampak ravno to se mi zdi ključno, da vsakdo od nas ima svoj lasten spomin, ampak vsi vemo, kaj smo počeli 25.6.91 in kako smo se v kaj zbudili. Žiga, verjamem, da si več let brskal po arhivih Radiotelevizije Slovenije, videl kup posnetkov, ki bi jih bilo potrebno dati v film, ohraniti v nekem spominu. Kaj pa te je privedlo k temu, da si se odločil nekako iti v akcijo in pritegniti arhiv, ki ga ne poznamo, arhiv, ki so ga ustvarili amaterski ali profesionalni snemalci zase in ga nikoli nismo videli? Kako je pravzaprav prišlo do te ideje in zakaj je bila ključna za nastanek filma? Zdaj konkretno za ta projekt mi na RTV-u nismo neki veliko bili v arhivih. V bistvu zdaj razlogov. En je zelo praktičen, ker je ta arhiv kar drag, drug je pa ta, da je ta arhiv že zelo velikrat viden. Sej ne, da bi zdaj hotel samo zaradi tega, ker je bilo nekaj že velikrat videno, zdaj pa mi tega ne umeli v filmu. Bolj zaradi tega, skozi kakšno vizuro, skozi kakšno v bistvu prizmo je bilo to vedno predstavljeno. In mi smo želeli pa iti v neko ozadje teh dogodkov, kako je to izgledalo doma, mislim, kako so te neki dogodki, ki v bistvu na prvo žogo mogoče sploh ne izgledajo tako blazno intrigantni za, ne vem, mogoče večerne novice, ker ti moraš zelo na kratko povedati, moraš par bombastičnih kadrov pokazati in tle se zadeva zaključi. Podobno je pa malo faktografskih
dokumentarcih in prispevkih, mi smo želeli pa v neko čisto drugo zgodbo in smo v bistvu naredili vse slovensko akcijo iskanja posnetkov, ki jih imajo ljudje doma, ki so jih sami naredili. Vsej kar nekaj materialov smo dobili tudi od lokalnih televizij, ker vseeno pri veliko dogodkih so bili pač novinarji zraven, ste bili zraven. Ne? In tukaj seveda to je bil zelo pomemben del tega, ampak smo večinoma to dobili od teh ljudi, ki so to dejansko snemali ali pa od enih lokalnih manjših televizij. Narejena je bila pa sicer velika akcija, mislim, na kratko smo tudi, ne vem, za primer šli v nakup plačnih oglasov na Facebooku, da so se nam ljudje javljali, da so vedeli, da iščemo te materiale. Kar nekaj smo jih dobili, seveda to so škatle materialov, to niso ure, ampak dnevi materialov. In najprej smo v bistvu naredili neko predselekcijo, oziroma ni bila niti predselekcija, bolj pregled, kaj sploh imamo, naredili Excel tabelo, kaj imamo in to je bilo tako par tisoč vnosov, se pravi, kako bi rekel, novomašnik med vojno en vnos, ne, zdaj pa si predstavljate, koliko je to enih scen, ne, in v bistvu je bilo potem, mi smo res hoteli čim kasneje v montažo, pa čim več se probati pripraviti na to montažo, ker če bi sem šli v montažo, kjer imaš ti timeline dolg par dni, po moje, to ne boš naredil filma še par let, ne. Tako da to, no, jaz sem bil tudi zelo vesel, ker se je javilo kar nekaj ljudi s temi domačimi videoposnetki, ki so v bistvu prikazovali točno to, kar se jaz tega spomnim, tako kot otrok, ne, in te so bili zelo ljubi, ne. So bili pa kakšni posnetki, ki so bili pa fascinantni, se je glih omenil Novomašnik, naprimer, med vojno, to je bilo meni the best. Mislim, to je toliko duh časa prikazal, da smo rekli, to mora iti v film. Verjamem, da je bilo najtežje pravzaprav izluščiti, kaj uporabiti arhivskega materiala, je bilo pa najbrž tukaj res na pretek in strani amaterskih in seveda profesionalnih snemalcev. Ja, sicer je tako, ne, seveda v takih obdobjih se večino kamer se seveda usmeri v glavna dogajanja. Ja, ceste, tanki, teritorijalna obramba JLA in tako naprej. Prej omenjen Cankarjev dom, ne, to je bilo veliko kamer tam in tako naprej, ne, samo zelo dragoceni so pa te trenutki, ki so pa zadaj, ne. Ker ravno to je problem, ne, če bi zdaj mi naredili to kot neko časovno kapsulo, pa bi čez 1000 let nekomu pokazali večino dokumentarcev o letu 90, bi mislili, da se vse dogajalo v Cankarjevem domu, ne. Mislim, sej, na nek način se je, ne, samo vseeno Slovencev ne bilo še veliko izven tega Cankarjevega doma. Tako da to je bilo kar bistvena stvar. Ja. Neki ljudje, ki mislijo, da se je vse zgodilo v Cankarjevem domu, sam se nitko. Mislim, super, ja, da smo dobili še dokaz dejansko, da je bilo še kaj drugega. Hvala. Kakšno vprašanje strani publike, seveda vas bomo še povprašali, ampak če je že kakšno, kar dvignite roko in naznanite. Aha, izvolite, vam bom. On bo govoril z svojem jeziku, znakovnem jeziku. Samo trenutek. Najprej bi iskreno čestital za narejen film. Moram pa povedati to, jaz sem bil in živel, bil že odrasel, ko je bila vojna, vendar pa jaz sem gledal samo primikajoče se slike, brez glasu in nikoli nisem vedel, kaj se pravzaprav dogaja. Tako da sem danes, po 30 letih, prvič čustveno doživel to vojno in zdaj šele videl, kaj je v bistvu tisto nekaj več, ne samo primikajoče se slike, ampak ta naša čustva in čustva ljudi, ki so se pokazala v filmu, a ne, kaj vojna je. Tako da res en velik aplavz in pohvala, da smo danes to lahko doživeli. Najlepša hvala. Hvala seveda tudi naši današnji tolmački. Jaz bi se zahvalil Nataliji Spark za odlično delo, ki ga opravlja. Tako da lepo prosim še en aplavz za Natalijo. Še kakšno vprašanje med občinstvom? Aha, izvolite. Jaz glih ne bom vprašanje postavila, samo pa povedala, da sem bila jaz takrat glih v službo hodila, ko sem končala pač to srednjo šolo. V spominu imam, da so me vse zgodili moji starši, ki so šli glih v službo, niso imeli nikamor za iti, vse so bile blokade, ker sem precej blizu Brnika doma. In so pa mi razlagali, so po nekih poljih vozili, da so prišli nazaj domov. Jaz sem potem rekla, hudiča avtobusa ni, kako bom šla v službo, kaj drugega kot kolo. Pomenu imam, da sem šla čist, kaj tale most nad avtocesto,
ker moja služba prva je bila v Rašici in so mogla iti čez cesto, nad mano pa avion. To je bilo tako tisto adrenalinsko, tako da sem jaz v nikoli še v življenju nisem tako hitro vozila kolo kot takrat. Da sem šla čim prej se pravi, ta pač firma je imela zaklonišče in pa morali potem takrat tudi v umestnem času se prekrivati. Tudi zgodba. Takrat dopoldne je še moja stara mama bila na vrtu, ker je bil pač malo na drugi strani, pa mi je imel vrta, ona je bila na vrtu, očitno nizko nad njo avion. Ko da vse zgodbe vem, poznam, doživela sem stvari, nisem pa čisto tako, kot je prikazano, in pa zelo bi me preseneča, da v zgodovino niso, kot je rekel prej, ne primanjkljaj, ne? To je žalostno. Morali bi poznati vso zgodovino, ne glede, tudi še v času Jugoslavije. Morali bi poznati, ker to ni prav, ne? Zgodovina je čudovita, je prav, da se pozna, ker skozi to občutimo in vidimo vsa ta dejanja in dogodke, ki so bile. Hvala, čudovito. Hvala lepa. Najlepša hvala. Aha, izvolite še. Jaz sem vas hotela vprašati, oziroma me zdajle zanima, zakaj niste mogli ali pa niste našli tistih posnetkov druge strani, recimo tega vojaka na tanku. To je obstajalo takrat, da vidiš, kako so tudi oni tam doživljali ta spopad, ne? A se spomnite tega posnetka? Da, iz Krakovskega gozda. Vojak, nek mlad fant je na tanku in zraven tanka in se čudi, zakaj je tukaj in kaj se dogaja, da on nič ne razume, zakaj mora streljati na te ljudi. To je bilo zelo pretresljivo in je bilo v redu, da se je ta stran tudi videla. Zanima me pa tudi, a iz tistega brionskega obdobja pogovorov in pogajanj ni nič ohranjeno. Ja, zdaj v vsakem primeru teh materialov je ogromno, ne? Se pravi, kar ste videli v filmu, je najbrž en promil vsega, kar obstaja, ne? Tako da najbrž bi lahko iz teh materialov naredil kar nekaj filmov z različnimi tematikami, ne? Je pa res po drugi strani v iskanju materialov strani JNA skoraj ni bilo, oziroma jih nismo dobili, ali pa to nismo dobili na voljo. Tudi marsikera stvar vemo, da obstaja, ampak ko gre enkrat za ustvarjanje filmov, tukaj pridejo tudi zelo praktične ovire, kot so pravna vprašanja, pravice do teh posnetkov, tehnična kakovost posnetkov in tako naprej. In tudi tukaj se marsikaj ustavi. Drugače, moja želja je bila narediti nadaljevanje tega filma, ki bi prikazala pa samo drugo stran, ne. Ampak po drugi strani smo pa ravno to razmišljali, a je to film sploh o dveh straneh. Jaz mislim, da ni, ne. In ravno zaradi tega se potem s tem zares nismo tako blazno ukvarjali. To mislim, da je tako najkrajši odgovor na to vprašanje, no. Super, hvala za vprašanje. Jaz mislim, da ima ta film veliko takih elementov, ki bi jih pravzaprav izgubil, če bi se ukvarjali s percepcijo, kako pa mladi fantje iz jugoslovanske ljudske armade doživljajo vse skupaj, ne. Pa je seveda čist legitimna ideja in bi bila zanimiva, ne. Ker o čem govori ta film, ne, pravzaprav ima vse elemente neke zelo spodobne drame, ne, se pravi, imamo strah, pogum na eni strani, na drugi. Imamo veselje, imamo žalost, imamo neka upanja, pričakovanja, razočaranja, spet pričakovanja, na drugi strani dvome, ne, in na koncu prizor, ko zvemo, da je odbojka na mivki pravzaprav pogruntavščina, ki smo jo pobrali Američanom, ne, vendar ne, mi tega ne bomo delali tako, da bi pa punce šle na mivko, ne. Zakaj? Zato, ker nimamo dobrih odbojkašic, ne. Tako, poanta, ki je na nek način srhljiva, ne.
Mene malo na kiparstvo ta film spominja. Ne? Se pravi, imaš nek ogromno količino gradiva, od katerega je treba dati stran tisto, kar je odveč. Ne? Kaj je odveč, je pa stvar režiserjeve vizije oziroma vizije scenaristke in scenarista. Ne? Še ena zanimiva stvar, recimo, ko gledamo film, se mi je zdelo, tudi v eni izmed kritik na film sem prebral, da pravzaprav so Slovenci v njej videti kot popolnoma drug narod. Da se zdi, kot da ti posnetki prikazujejo obdobje, ki je še najbližje slovenskim sanjam, če so sploh kdaj obstajale. Dejansko res ima človek občutek, ko se vrne 30 let nazaj, da smo takrat verjeli v to obdobje slovenskih sanj, druge Švice, vsega, kar se nam je obetalo, ampak vprašanje, koliko od tega se je res uresničilo. A je 30 let ta pravo obdobje, da se nekako v kontekstu duha časa lahko vrnemo nazaj, analiziramo in naredimo evalvacijo? Ja, jaz težko sodim, kdaj je primerno obdobje za pogled nazaj, ne? Ampak točno to, ko si rekel, meni je v bistvu beseda srčnost bila tudi zelo blizu pri tem projektu. Ker tako se mi zdi, kot da so vsi v neki verjeli. Pa ne govorim samo o vojni, pa samo o sveti, ampak tako, kar nek optimizem je vel. Res je sicer, da so se, seveda, samo določeni dogodki se vedno snemajo, ne, seveda, če je bil doma neki prepir, ni nobeno vzel kamere pa rekel, dajmo to posnet, ne. Snemo se en rojsten dan, snemali so se neki prijetni dogodki, ne, tako da v vsakem primeru, tudi če nabereš vse posnetke, ki obstajajo, so že sami po sebi neobjektivni, tako kot vsaka fotografija, če probaš narediti objektivno je ne boš, ker moš nekam usmeriti fotoaparat, nekam ga pa ne. Dejstvo pa je, da je bilo ogromno enega materijala, ki bi lahko tudi bil en dober dokumentarc, recimo nadaljevanje tega, kaj je bilo pa potem, ne, v 90-ih. Ker to, kako so, pa smo, mislim, ne vem, zdaj nisem bil zraven najbolj tega procesa po 4 letih, seveda, ne, ampak verjeli v to našo novo državo, to je bilo na toliko nekih zanimivih dogodkih prikazano, se prav spomnim enega arhivskega posnetka, ki ga pač ni šel v kontekst tega filma, pa sem rekel, to bi morali nekje imeti, ko so odprli nek prvi sex shop nekje v nekem manjšem mestecu in je godba igrala. In to je bilo, sem rekel, to je uvod v nov film. Ali kako je mogoče res razumeti te slovenske sanje in tisto obdobje? Je res bilo v zraku čutiti nek optimizem, neko prihajanje nečesa novega in kako se je potem mogoče to vse v 90-ih odvilo? Ne, mislim, tisto, kar je po mojem bilo v zraku, je neko zadovoljstvo med ljudmi, ne, da je bilo moč na neki točki postaviti konsens. Ne. Zdaj ta pripovedovanja o strašni enotnosti, ki naj bi obstajala v letih 90-91, mene ne prepričajo. Jaz vem, da je bilo veliko polemik, prav je, da so bile polemike. Ne. Pričakovanje je pa bilo tako, ne, pač na nek način tudi adrenalinsko. Ne. Dobro, kaj bo jutri? Ne. Kaj nas čaka? A drži, kot sem jaz mislil, ne, narobe mislil, da zaradi obiska ameriškega državnega sekretarja v Beogradu z veliko količino ponujenega denarja ne bo vojaškega spopada, to sem jaz pričakoval, ne, drugi so vendarle mislili, da je boljše, da gremo bunkerje postavljati. Ne. Pač so imeli s tem, da se je šlo v priprave na oboroženi spopad prav. Ne. Zdaj, se je pa v juniju 1991 pač potem nekoliko tudi idealizirali zadeve, ne. Po drugi strani pa nekih mitov, recimo v drugi Švici, nismo prav dobro razumeli. Ne. Konec koncev
v Švici v 60-ih letih so si ženske želele, da bi živele v drugi Sloveniji. Ne? V 60-ih letih prejšnjega stoletja ženske v Švici niso imele volilne pravice. Ne? Tako da Slovenija v primerjavi s Švico ni neki absolutno zaostalega. Ne? Nekje imamo tudi kakšno prednost. Je res, da ne znamo prati denarja, ne? Da pri urah nismo najbolj natančni, kakšne stvari pa znamo. Ne? Imamo s Švico še kakšen skupni imenovalec, prebivalstvo in Švice in Slovenije zna biti precej nestrpno. Ne? Da, še to, 30 let je to primerna doba. Ja, seveda, ne, če gremo pogledat, kdaj je bil v Ljubljani postavljen spomenik revolucije, leta 1975, to je natančno 30 let po koncu druge svetovne vojne in socialistične revolucije v Sloveniji. Super, hvala za odgovore. Je kakšno vprašanje še strani publike? Kar dvignite roko, če boste imeli kakšno vprašanje ali komentar. Aha, mislim, da imamo tamle še eno roko, če boste pomagali z mikrofonom. Hvala. Hvala lepa. Te pa ne vidim. Mora tudi videti gluhi. Malo se moramo skoordinirati, ampak v redu. Imam eno vprašanje. Jaz kot mlada oseba nisem nikoli doživela niti Jugoslavije, niti nisem doživela osamosvojitve Slovenije, ker sem se pozneje rodila, so pa mi starši pripovedovali, kaj so oni doživljali. In zdaj, ko sem gledala ta film, vidim, da če nekako drugače, tako kot so starši rekli, oziroma kot so mi oni takrat govorili, da Slovenija bo. In zdaj imam vprašanje za vas. Kako vi mislite, kakšna je razlika, se pravi, takoj po osamosvojitvi in zdaj, 30 let kasneje, smo v redu, smo pravi Slovenci? Super, hvala za vprašanje. Žiga, mogoče, ja, najprej... Celo bolj vprašanje za mojega kolega tukaj. No, mogoče nam bo Ali vseeno znal bolje razložiti, res je. Zdaj, jaz pogosto slišim, mislim, da tudi iz filma malo odmeva, ne, vprašanje, a smo se za to borili. Ne? Ne, se pravi, to je vprašanje iz, pravzaprav, ki so si ga zastavljali že partizani. Zdaj, kaj je bila ideja leta 1991, ne, se pravi, da imamo večstrankarski sistem, ja, smo ga dobili. Ne. A je večstrankarski sistem nekaj idealnega? Ne, seveda ni. Tukaj je veliko neumnosti, ampak je še zmeraj boljše, da je več strank kot samo ena. Ne. Prej smo imeli, sicer če gre za merjanje neumnosti samo ene stranke, zdaj imamo neumnosti več strank, ampak pač tako je. Rekli smo, ne bi več imeli socializma, pa si nismo čisto dobro predstavljali, kaj bi imeli. Ne? Pravi, ok, feudalizem odpade, dobili smo kapitalizem, smo si predstavljali, da je to nekaj imenitnega. Ne, seveda ni, ne? Kapitalizem je nekaj, kjer je bolj poudarjena sebičnost in pač to imamo. Ne? Da je to sebičnost pa lahko država omejuje. Državo smo si želeli, pa nismo čisto dobro vedeli, da je ena od nalog države tudi to, da omejuje sebičnost. Vemo, je trajalo kar nekaj let, ne, da so bile postavljene inštitucije, ki so namenjene omejevanju velike sebičnosti. Ne,
ker če teh inštitucij ne bi bilo, bi bil kapitalizem še bolj golfiv. Dej, pod črto, ne, a smo lahko s tem zadovoljni, a se je Žiga Virc pri 4 letih res boril za to? Mislim, če ne bi bili tako naivni, ne, takrat pa bi vedeli, da bo tako. Ne? Približno povprečno korumpiran režim, povprečno neumna oblast, imamo povprečno hudobne izkoriščevalce. Ponekod nam gre celo boljš, kot bi pričakovali. Ne? Recimo, pogovarjamo se o zlomu zdravstvenega sistema. En od najbolj pomembnih kazalcev zdravstvenega sistema je umrljivost med novorojenčki. Tukaj smo najboljši na svetu. Ne? To je kazalec, ki je zelo univerzalen kazalec kakovosti zdravstvenega sistema. Ne? In če slišimo, da je zdravstveni sistem v Sloveniji popolna polomija, ne, ni. Ne? Zelo dobre elemente, ne? Eni so pa za nič. In tako naprej. Ne? Se pravi, med in mleko se ne cedita, ampak kdor je pričakoval, vključno z mano, ne, da bo mleko in med vsak trenutek pred vhodom v vrata naših stanovanj, pač je bil naiven. Ne? Dobili smo približno to, kar bi dobili glede na geografsko lego, glede na zgodovinske okoliščine. Ne? Kakšne stvari bi lahko šle boljš, marsikaj bi pa lahko šlo še slabš. Hvala za to interpretacijo. Mislim, da jo lahko dodamo v kakšne zgodovinske učbenike za šole. Hvala tudi za vprašanje. Še kakšno vprašanje strani publike? Aha, izvolite. Bomo še mikrofon predali. Hvala lepa. Torej, najprej čestitke avtorju. Jaz sem danes že drugič prišel pogledati ta film. Sem rekel, moram par stvari pri sebi razčistiti. In zdaj vidim, da je res zelo korektno narejen. To se pravi, da so posnetki zbrani z vseh koncev Slovenije, ker na začetku sem imel občutek, da je bila prevladovala Dolenjska, pa Ljubljana. Ampak je res vse in se mi zdi, da je tako, kot je narejen, dokaz resnično dogajanja, ki je bilo takrat. Jaz moram reči iz lastne izkušnje, delal sem takrat v državni upravi in ko so zajete vojake JLA pripeljali v stavbo na Gregorčičevi in so jih zmetali iz tovornjaka, sem zgubil vsako iluzijo o tem, kako je vojska, ki se bori za pravično stvar, resnično poštena in pravična. Ampak pustimo to na stran, zato jemljem ta film kot en zelo lep pacifističen poziv. Ker ko enkrat orožje zapoje, padajo čisto vse pregrade. In zdaj repliciral bi pa še na to, ker gospod Žerdin dejansko mojstrsko v besedi, ampak zdi se mi, da ob tem pozabo na eno stvar, da je vsak korak, ki ga je človeštvo, družba, kakorkoli v zgodovini naredila, nosi sabo odgovornost. In odgovornost, da na tisti poti ustrajaš. Ampak tam se moraš boriti s vsakimi raznimi nasprotniki, ki so tu, ali pa so se samo potuhnili. In še nekaj je, da v prejšnjem sistemu, ker lahko o tem govorim, ker sem ga polno živel, smo se razvadili. Odgovornost je bila prepuščena v zasebno sfero. In tam smo lahko počenjali, kar smo hoteli, če smo bili ubogljivi državljani. Hvala. Super, najlepša hvala za mnenje in vprašanje pravzaprav. Ali, Žiga, bi kaj dodala? Danes je tukaj toliko takih zelo zanimivih misli, da se počutim res kot en dokumentarist, ki ima vstop v ozadje, tako da ful hvala za
zelo lepo je videti ljudi, ki grejo že drugič film pogledati. To film meni kar velik, oziroma zelo velik pomen. Tako da hvala za tole mnenje. Super, še eno vprašanje, ker še mikrofon. Aha, ekola. Mene zanima, gospod Virk, kdo vas je bolj uviril, levi ali desni? Pri produkciji tega filma? Tako je, ja. Noben. Nihče? Ne. Imeli smo zelo svobodo pri izdelavi tega filma, ja. Ja, ne vem, tako smo si ga nekako zamislili, zamislili smo si ga kot neko, veliko smo že poklepetali o tem, ampak kot neko, ne vem, če bi vstajala neka časovna kapsula, pa bi želeli nekim našim zanamcem pokazati duh tega časa, da bi ta film to prikazal in mislim, da... Kdo vas pa bolj hvali, levi ali desni, glede tega filma? Kdo vas bolj hvali, ja? Ne vem, nekako meni, ne sem za ta film, ampak nekako za vse filme, ki jih naredim, se zgodi, ali oboji hvalijo, ali pa oboji zelo kritizirajo. Kaj pa konkretno za ta film? Konkretno za ta film smo dobili dosti dobre ocene, kakor sem jaz spremljal, ja. Nisem videl, kaj tako, mislim, absolutno, ne, zdaj, če imate neko ideologijo zadaj, ki bi jo nekdo želel pač videti v filmu, pa si pač mora svoj film narediti, ne. Tako da, ja, ne, ni bilo nekih večjih, kaj pa vem, težav ali pa ekscesov glede tega filma. Super, hvala za vprašanje. Tukaj imamo še eno vprašanje Aha, izvoli. Ta film je vreden pohvale, še posebej pa bi rad podal enako mnenje, kot je dal gospod Gorazd, se pravi, ta film, ki je zdaj podnapis je za nas gluhe in naglušne zelo pomemben in smo res radi prišli gledati in radi hodimo filme gledati, če so spodnapisi, zato ker jih potem razumemo in seveda s pomočjo še tolmača je to pika na i in je informacija popolna. Hvala vam. Hvala lepa. Najlepša hvala. Še zadnje vprašanje, če je slučajno strani publike, poglejmo, če je še kakšna roka, še kakšno mnenje ali vprašanje. Ok, potem pa mislim, da se lahko ob tej priliki res še enkrat zahvalimo tako avtorju, torej režiserju in scenaristu filma Žigi Vircu, kot tudi našemu današnjemu gostu, novinarju Aliju Žerdinu, za to, da smo imeli priložnost videti film Poletje 91. Še enkrat seveda hvala tudi tolmački Nataliji Spark, ki je poskrbela za to, da smo lahko danes uživali tudi v vaši družbi. In pa še povabilo na naše naslednje srečanje, to pa bo 17. aprila, ko bomo skupaj z našo gostjo Ingrid Kovač-Brus gledali film Po soncu. Tako da se znova vidimo 17. aprila, za danes pa hvala za pozornost in lep dan še naprej.